Preden se je začel današnji pogovor, sem rekla, vseeno je to malo težje, ker se ne vidimo tako dobro, ne slišimo se tako dobro, ampak vseeno sem si predstavljala, da je danes nekako tako, kot da bi se ne dobili, a ne ob čaju z eno veliko žlico medu, ker smo ravno ob takem filmu. Danes imam seveda že spet enega zelo zanimivega sogovornika. Anja je omenila, da je to Gorazd Trušnjavec z nami in jaz sem pravzaprav res vesela, ker kadar se počutiš, da imaš ob sebi enega strokovnjaka, si lahko ti sam pravzaprav samo kot en gledalec filma, ki sprašuješ in lahko sprašuješ tudi take stvari o področjih, ki jih ne poznaš dobro. Tudi midva sva si zdaj ponovno ogledala ta res izjemen dokumentarni film Medena dežela in jaz sem ga zdaj gledala tretjič in vsakič znova sem prav tako ganjena in globoko dotaknjena, kako je mogoče, da sta ta dva ustvarjalca ustvarila tak film, a ne. Tudi pol kasneje sem seveda prebrala, da je to potekalo 3 leta, da sta posnela več kot 400 ur materiala in da je potem to nastala ta neizmerno lepa epska pripoved, ganljiva, ki govori seveda po eni strani o tej res močni, polni humorja, nekega vitalizma Hatidže in odnosu do njene mame in hkrati odnosu do čebel. No, in Gorazd Trušnjavec je danes, ne naš gost, je pravzaprav boljšega gosta ne bi mogla imeti. Njegovo področje je bilo sicer najbolj na začetku, končal je arhitekturo in nekaj cajta celo delal v arhitekturnih birojih, ampak že zelo zgodaj začel pisati kritike, filmske kritike za različne revije, od Razgledov, Ekrana in tako naprej, in je potem kasneje postal tudi kar pomemben urednik te, skoraj bi lahko rekli, legendarne revije za film in televizijo. Kmalu bo praznovala 60 let izhajanja in njeni uredniki so sami res pomembni poznavalci filmske teorije in prakse. In Gorazd je bil kar nekaj leta urednik te revije, se pravi, se na film zelo dobro spoznam. Jaz sem ga poznala predvsem kot kritika, nisem pa vedela, da je pravzaprav sodeloval kot scenarist in tudi kot koscenarist pri nekaterih kratkih dokumentarnih filmih. To pomeni, da ima tudi en poseben odnos do dokumentarnega filma. Kar je pa še posebej zanimivo, pa je, da odkar ni zadnjih 5 let, dobrih 5 let, se je pa čisto v celoti posvetil urbanemu čebelarstvu. Tudi ob pripravi na ta film sem pravzaprav šele zvedela, da obstaja to društvo Urbani čebelar, danes se bova dotaknila tudi tega področja in Gorazd je predsednik tega društva. Zdaj seveda marsikdo med nami ve, takrat, ko je bilo prvi čebelnjak na Cankarjevem domu, se je o tem kar veliko pisalo, kaj vse se pa zdaj znotraj tega godi, to pa vemo malo manj. No, ampak kot sem omenila, oba z Gorazdom sva si film Medena dežela zdaj ogledala še enkrat in mogoče, Gorazd, kar tebi dam besedo, da poveš nekaj svojih vtisov ob ponovnem gledanju tega filma. Ja, hvala lepa, Irena, za to ganljivo predstavitev. Lepo, sem počaščen tudi za povabilo in lepo pozdravljam vse udeležence današnjega pogovora. Vesel bom predvsem vaših vprašanj. Če pa grem direktno na tvoje, Irena, bi pa rekel, jaz sem se zdaj film pogledal tretjič, še zmeraj sem popolnoma osupel nad tem, kakšno delo je to, kako je možno tako zgodbo zajeti v enem dokumentarnem filmu in koliko je bilo tu odzadaj resnično enega vložka, dela, časa. Sicer sem bral potem tudi nekaj informacij oziroma pogovore z avtorjema, da nista načrtovala dobesedno take zgodbe in da je v bistvu se zgodila nekako spontano oziroma sta intuitivno zaslutila, da bi ta zgodba lahko prerasla v nekaj večjega, ker se mi zdi, da res ta dosežek tega dokumentarnega filma je, da deluje na več različnih ravneh. Ena je seveda ta raven o tej pripovedi te čebelarke Hatidže, prikaz, v bistvu nek observacijski dokumentarec neke potopitve v njeno vsakdanje življenje. Druga raven je pa tista, ki neskončno presega to neko običajno zgodbo in se bi rekel skoraj mitološka ali pa biblijska
Tu znajdemo številne reference na mitologijo, na neko našo prazgodovino, na neke te zgodbe, ki so nas pravzaprav civilizacijsko utemeljile in naredile. Ne. To malo res pogovora, lahko ure in ure in takih dokumentarcev, ne vem, mogoče 1 na desetletje, da se zgodi in resnično si zaslužil vse nagrade, ki jih je dobil. In prejel je res številne nagrade, tako da ta film je bil res kar zelo opažen. Po drugi strani je pa to, Gorazd, to, kar si zdaj, mogoče še to, da povem, midva sva se z Gorazdom spoznala zdaj pač pred slabim mesecem, prvič osebno, ampak sva se dogovorila, da se bova tikala, da ne bo izgledalo, kako se jaz nevljudno vedem do svojih gostov, tako da nekako sva se kar udomačila, ob tem najinem srečanju. No, ampak če greva nazaj na film, seveda, po eni strani je pač Hatidža kot nosilka pač te zgodbe s tem svojim odnosom po eni strani do v skrbi za mamo, do mame, kako se do nje vede, potem do tega, ko pridejo te prišleki, nomadi, s to bučno družino in z vsem dotikom tega neoliberalnega kapitalizma, pristopa k temu, kako pridobiti čim več medu, čim bolje zaslužiti, se na nek način lažje preživeti in hkrati njenega odnosa do čebel, do ta stavek, kjer je velikokrat navajen, pol zame, pol za čebele, se mi zdi, da je en tak temeljni stavek o tem, kako lahko bivamo v tem svetu. Film seveda govori po eni strani tudi o krhkosti človeškega življenja in o prepletenosti, kako smo vsi del tega enega sveta. Pa vendar me zanima, Gorazd, kaj bi ti rekel o tem, ko si navezoval na te pravzaprav skoraj biblijske, to se nam vleče že od pradavnine, kako znotraj tega biti v enem sožitju ali pa v sobivanju. Ja, film govori o enem tradicionalnem odnosu do narave ali pa do bivanja celo človeškega, bi rekel, ampak tisto, kar je zares presenetljivo, pa kar se nas lahko dotakne, je predvsem to, da govori o našem času. Meni se zdi, da je današnji čas nekako prelomen v tem, da se vsi sprašujemo, kako naprej, kako bomo pravzaprav, kaj bomo zapustili tudi našim potomcem. Imamo možnost, nahajamo se v nekem, bi rekel, trenutku odločitve, ali bomo začeli živeti malo bolj trajnostno, kar je dejansko ideal te gospe Hatidže, čebelarke, ki se zaveda tega, kakšen je pravi pristop do narave. Jaz zdaj, ko sem tretjič gledal film, sem resnično bil izredno pozoren tudi na same čebelarske detajle. In prvič in drugič spremljaš druge komponente, zdaj sem bil pa prav namenoma pozorna in sem videl, da res zelo obvlada čebelarstvo. Zelo dobro pozna čebele, njihovo biologijo, naravo, da resnično živi z okoljem, resnično intuitivno doživlja tudi te svoje čebele in intuitivno ve, kaj je prav, na kakšen način pristopati, da ohranjaš ta življenjski ciklus, da ne škoduješ, da s tem grobim poseganjem in odzemanjem in presežkov ne uničuješ v bistvu svoje lastne prihodnosti in s temi izhodišči film dejansko nagovarja nas, kako, na kakšen način bomo mi nadaljevali v bistvu ta ciklus življenja, bomo sledili nekemu pohlepu, nekemu brezbrižnemu odnosu do sebe in okolja in narave, ali bomo poskušali vseh svojih po najboljših močeh delovati trajnostno in zato se mi zdi, da je to tudi film pravega trenutka. Ja, zanimivo je to, da čebele seveda so na tem svetu že več kot 100 milijonov let. Pravzaprav so res take prebivalke tega sveta in ko sem jaz malo po spletu iskala informacije o tebi, sem tudi malo več prebrala o tem vašem društvu in tam ti se izražaš, da če čebele ne bodo preživele, tudi človeštvo ne bo preživelo. In potem sem ob tem našla tudi ta citat, ki ga navajate pri vas, od Einsteina, da seveda, če bodo čebele izumrle, bomo kmalu izumrli tudi vsi drugi, ker so tako
bistvenega pomena kot opraševalke seveda, ne, za preživetje vseh živih bitij. No, ampak vendarle zdaj tukaj Hatidža je bila v stiku, se pravi, z divjimi čebelami, a ne, to je področje, ki ga mogoče vendarle manj poznamo, a ne. Tudi jaz sploh nisem vedela, v Sloveniji je tudi kakšen stik s temi divjimi čebelami, čeprav zadnjič, ko sva se midva pogovarjala, ne, si mi povedal, odkot je ta reka, ne, da ti sekira pade umet, ne. Mogoče nam pove zdaj še vsem nam, ne, kako je pravzaprav, kako smo sploh povezani s temi divjimi čebelami, ne. Ja, zdaj si spet odprla eno Pandorino skrinjico, tematsko, ne. Ravno včeraj me kontaktiral en študent antropologije, ki dela diplomsko nalogo na to temo, v bistvu odnosa do čebel in udomačitve, ker tu obstajajo različne smeri tolmačenja. Mislim, čebele, si pravilno omenila, od 60 do 100 milijonov let obstajajo tukaj in ljudje smo v bistvu zelo bežen pojav v njihovi evoluciji, ne. Za kratek čas so z nami, niso se še na nas privadile, bi rekel. Se mi zdi, da ima skoraj smisel obrniti perspektivo. In je veliko vprašanje, do kakšne mere so sploh udomačene. Zdaj, tudi to, kar mi počnemo, urbano čebelarjenje, je sicer ena silno lepa dejavnost, ampak jaz poskušam in našim članom in bodočim čebelarjem in nekako širši javnosti dopovedati, da v bistvu čebele niso hišni ljubljenček, niso domače živali, niso igračka, ki bi jo imaš, ne, v veliki meri so ohranile svoje divje nagone. In jaz tudi samega sebe dejansko ne dojemam kot čebelar, ko se imam nekako za njihovega partnerja ali pa sodelavca, ki skuša njim omogočiti najboljše razmere za bivanje in potem tudi odvzeti resnično samo tiste presežke medu, ki ga same ne potrebujejo za svoje preživetje. Tako da jaz dejansko ne delam te ločnice med divjimi pa domačimi čebelami, ker preprosto iz spoštovanja do čebel, do te njihove 100 milijonske let evolucije, v kateri res mi nismo tisti, ki bi njih določali in opredeljevali. In največ, kar lahko naredimo, je, da dobro poskrbimo za njihovo nadaljnje življenje, zato ker s tem bomo tudi poskrbeli za sebe. No, in tukaj... Če malo bolj konkretno odgovorim, ja, seveda, mi poznamo te čebele, ki jih imajo ljudje, recimo jim čebelari v panjih, z njimi delamo, mi imamo na našem območju srečo, da delamo z pasmo ali pa raso kranjska sivka, ki je zelo mirna, krotka, neagresivna, je z njimi res lepo delati in so tudi primerne za neko mestno okolje, ker ne napadajo brez veze, ne pikajo, dejansko so zelo mirne in luštno z njimi delati, ampak ohranile so vse svoje divje lastnosti in tudi še zmeraj poznamo, po nekih ocenah je 10 do 15% čebel, ki živi samostojno v gozdovih in skrbijo same zase. In tudi v mestu jih poznam take lokacije, kjer so se čebele naselile pod kakšno fasado ali pa na kakšnem podstrešju in živijo iz generacije v generacijo same. In te so, če vas zanima mogoče ta tema bolj, so še posebej dragocene, zato ker očitno so genetsko malo boljše gene in znajo boljše skrbeti same zase, ne, ker nažalost je to srečanje čebel z človekom pripeljalo do tega, da brez naše pomoči skoraj ne more več preživeti v neki bolj organizirani meri, ne. Zato so te divje čebele samostojne toliko bolj dragocene, da obstajajo. No, in Hatidža, ne, prav v tem filmu vidimo pravzaprav njeno sodelovanje s čebelami je na nek način točno tako, kakršno bi naj bilo, ne. Jaz sem tudi prebrala, da seveda to, kar si rekel, ne, čebele niso naši domači ljubljenčki, predvsem jim moramo puščati popolno svobodo, ne moramo jih sploh drugače uklesiti in lahko jim na nek način samo sledimo.
No in mogoče je to zdaj trenutek, a ne, če se vrnemo nazaj k filmu, pa mogoče Anja tebe prosim, a ne, danes ni nas prav veliko, tako da se res lahko počutimo kot ob skodeli čaja v enem dnevnem prostoru. Če je kdo od gledalcev, a ne, če bi dodal kakšen vtis, vprašal, povedal. Ja, zaenkrat, če nimamo prav nobenega vprašanja ali pa komentarja, ampak prosim lepo, če se vam porodi karkoli, vedno lahko vpišete v tale chat, dvignete roko. Verjamem, da vas je film zelo presunil, tako da imate gotovo polno glavo vtisov in vprašanj. Irena, Gorazd. Ja, ker ravno za to gre, ne, Gorazd, mogoče, če greva sam še mečkam k filmu, pa šla pa spet nazaj k čebelam, a ne. Jaz lahko še odgovorim tudi, če se spomnimo, tistega prizora, ko so požagali drevo, ne, ta gospa Hatidža, ne, ima zelo dobro razvito intuicijo, prav za te divje, samo živeče čebele. Se ona jih ima tudi doma v koših pletenih in v skali, a ne v duplini, tako da na ta način imitira v bistvu neko okolje. Ampak ja, vem, Irena, ti se nanašaš na ta slovenski pregovor, ne, ali pa rek, da ti pade sekira v met, ne. In v tem filmu lahko lažje razumete, od kje izhaja ta reka, ne, in sicer, ko so drvari oziroma gozdari v stoletjih nazaj, pa v prejšnjih tisočletjih sekali večja drevesa, se je včasih zgodilo, da so naleteli na čebeljo družino znotraj dupla praznega, ne, in med je bila v prejšnjih stoletjih in tisočletjih silno dragocena dobrina, imela veliko vrednost, ne, in kadar se je gozdarju zgodilo to, da je v bistvu zasekal v duplo, v katerem je, ne vedoč, da so noter čebele, ne, prišel do nekaj kilogramov medu na ta način, ne, in od tukaj izhaja tudi ta slovenski rek, da ti pade sekira v met, in to pomeni nekaj zelo lepega, nepričakovana nagrada, ne. In v tem filmu je en prizor, ne, ko so sekali, seveda teli novodobni pridobitniški gozdari in čebelari so namenoma posekali deblo, da bi prišli do tiste družine, za katero je sicer Hatidža prav lepo skrbela v divjini. Mislim, zanimivo je tudi to v filmu, ko reče Hatidža, ne, če boš ti preveč jemal, ne, svojim tem čebelam, potem bojo one napadle moje čebele in jih pomorile, ne. Zakaj je do tega pravzaprav prišlo? Mislim, kako do tega to je spet, mi imamo mogoče tudi zelo romantično predstavo o čebelah, a ne, dejansko, ko jaz poudarjam to, da so to divje, mislim, da so to res divje živali z zelo močnimi nagoni, in to ni nič nenavadnega, ne, to se dogaja tudi pri naših čebelah, predvsem v jesenskem obdobju, zato ker v naravi pozno poleti in jeseni zmanjkuje nekako resursov, in čebele, sploh ta naša kranjska sivka, za katero mislim, da tudi, da je zdaj po tretjem ogledu, mislim, da tudi v Makedoniji delajo z njo, oziroma da je tudi ta čebela, ki se nahaja pri njih v divjini in je udomačena, da je kljub vsemu tudi kranjska sivka, ne, ki je najbolj razširjena po Balkanu. Ima ta nagon, da se poleti in jeseni začne pripravljati na zimo, in čebelja družina za zimo, po zimi vemo, da ne more izletavati, kljub temu pa rabijo za svojo oskrbo 10 do 15 kilogramov medu, bi rekel, da normalno preživijo zimo, ne. In ker se v naravi zmanjšuje, vemo, da večina cvetja odcveti tam pozno poleti, čebelja družina je pa aktivna še tam vsaj do oktobra, glede na topla razmere zadnja leta. Prihaja do tega, da brskajo in iščejo drugje, kje bi prišle do zalog za zimo, ne. In zato, če se neredko zgodi, da močnejša družina izropa, dobesedno, kakšno šibko ali obolelo čebeljo družine, na ta način povzroči tudi njen propad, in to se je v filmu dogajalo zaradi tega, ker so dejansko ene družine izstradale, oziroma so ljudje izstradali družine, ki pa so bile
kljub vsemu močne in te so šle potem ropat sosednje. No, To je režiserji... dokaj naravni pojav, ki pa ga moraš ti kot vesten čebelar preprečevati na ta način, da skrbiš za to, da imajo tvoje čebele, za katere si odgovoren, stalno na razpolago dovoljšne zaloge hrane. Ne? Hrane, ne? Ja, ampak tudi to, zdaj sem se še nečesa domislila, veliko beremo o tem, kako je boljši med pač ta, kjer pač se čebele hranijo z medom, ne? In da recimo tiste čebele, ki jim pač dajo na mesto medu, sladkor, sladki sirup, da pravzaprav potem, da je to bolj skromno živilo. Kako je s tem? Ja, z nadomestki, tako rekoč, ne? Mislim, vesten čebelar skrbi za to, da imajo polno vredno prehrano, ne? Zato ne smeš odvzemati tiste prekomerno cvetnega prahu, medu, ohranjevati jih moraš začeti dosti zgodaj, zato da še same nosijo nektar v panj. Se pravi, ta sladkor, beli konzumni je pač samo enokomponentna saharoza in to je zelo siromašna molekula, ki daje sicer nekaj čiste energije, nima pa to nobene hranilne vrednosti, bi rekel, in to samo izčrpava čebeljo prebavo in je resnično slab nadomestek te bogate prehrane, ki jo one dobijo v naravi. Nektar, vemo, da ima več kot 70 sestavin, mineralov, vitaminov, to so kompleksni sladkori, zato je tudi med, vemo, da je malo težje prebavljiva, ker mora naš sistem razgraditi najprej te kompleksne sladkorne molekule, poleg tega pa dobimo z njim še minerale in vitamine in druge rodninske sestavine. In vse to velja podobno tudi za čebelo. Če ima čebela skozi leto neko bogato prehrano in bogato in pestro prehrano, potem prosperira, potem ima ustrezne maščobne zaloge, ki jih rabi za preživetje zime, izločajo matični mleček, s katerim hranijo ličinke in matica in tako naprej. Vse je resnično med ljudmi in čebelami lahko tegnemo sporednice. Veliko paralela. Zato tudi recimo so te povzroča dejansko stres, to intenzivno kmetijstvo v spregi z čebelarjenjem, ko vozijo čebelari čebele na pašo nekam, recimo na oljno ogrščico, kot cvetijo polja. To pomeni, da čebele 3 tedne ne jejo drugega kot cvetni prah oljne ogrščice. Ne vem, kako bi se vi počutili, če bi 3 tedne morali samo nič drugega. Gore, zdaj sem se spomnila pravzaprav na ustvarjalca tega filma, režiserko in režiserja, ki sta pravzaprav nista vedela, v kaj se spuščata, ko sta začela snemati, ona dva sta spoznala Hatidže, pač itak je tam to res zanimiva pokrajina, prečudovita, blizu pravzaprav Skopja, pa hkrati čisto izolirana in ona dve sta bili zadnji prebivalki. In njun način snemanja je bil tak, da sta se pač preselila za 3 leta k njima in bila pravzaprav opazovalca, tudi tam ni bilo elektrike, ni vode, ni vodovoda, voda je bila zaradi reke, ampak na nek način sta snemala ta film res zelo potrpežljivim opazovanjem in sledenjem, kar se je pač tukaj dogajalo. Tudi nista vedela, kam bodo to prišli, sploh kar se tiče odnosa potem in to smrtjo mame. In zdaj, ko si to govoril, sem se spomnila, da sta bila z enim takim, z velikim spoštovanjem do tega, kar se je dogajalo. Nista se vpletala v to, kar se je dogajalo tam. Tudi, ko je prišla ta nomadska družina, se je dogajalo, kar se je pač dogajalo. In se mi zdi, da sta bila en tak dober, tako podobno, kot naj bi ravnali s čebelami, da slediš, si zraven in hkrati ne vsiljuješ nekega svojega pristopa. No, in meni se zdi, če gledamo ta film, tudi neverjetno, ves čas sta uporabljala to naravno svetlobo, kako sta pričarala nekako to resničnost, da nekako sledimo temu, kako naj bi življenje v enem
strpnosti potekalo. No, in zdaj, če pogledamo Hatidže, meni je bilo neverjetno, tudi ona dva nista razumela, ne, pravzaprav jezika, ker gre za eno staro turško narečje, sta zelo gledala, kako pač to neverbalno komunikacijo. In meni se zdelo to tako neverjetno, kako je ona pela tem čebelam. Kako se je pravzaprav tudi gibala. Dobar, je uporabljala kadilnika, ne? Ravno pred pogovorom današnjim sem vprašala, kaj je v tem kadilniku. Namreč prebrala sem, ne, da ta dim pravzaprav povzroči to, da čebele nekaj časa ne vohajo in zato so potem neaktivne. No, in se mi povedal, da se uporablja drevesna goba. Ne? No, ampak se pravi, mogoče ta odnos, se pravi Hatidže do teh čebel, pa mogoče še malo poveš potem, kako pa čebele med sabo komunicirajo. Meni, recimo, ker sem bolj nevedna, me fascinira njihova komunikacija skozi ples. No? Mogoče kaj poveš o tem odnosu, se pravi, te junakinje filma in nasploh odnosu do čebel. Ja, film je tudi v tehničnem pogledu mojstrovina, ne, kot si sama omenila, to je, mislim, delati v takih razmerah, resnično sta se mogla prilagoditi okolju in tudi sta se, ne, in mislim, da sta tudi nekako ponotranila odnos te protagonistke do narave in do čebel, v bistvu mislim, da so se lepo zlili skupaj v eno ustvarjalno celoto. Da sta se tudi ona dva morala prilagoditi, da sta postala zelo neopazna, ne, ker je dobesedno sta sred dogajanja. Čeprav zdaj po tretjem ogledu sem videl, da nočem vam pokvariti vtisa, ampak eni detajli sem videl zdaj, da so malo prilagojeni zgodbi, ampak to ni nič, niti najmanj moteče, pa še jaz sem to opazil zdaj šele po tretjem ogledu, ne. Ampak skratka, mojstersko delo, mislim, res velik podvig. Ja, če govorimo o njenem odnosu, se vidi, da ni samo odnos do čebela, ne, ona blazno dobro opazuje naravo, ne. Videli smo, kako se je razburila v tistem prizoru, ko so požgali neko grmičevje, ne, ker je takoj vedela, da bo to slabo vplivalo na okoliško cvetje in na čebele in jih je opozorila tudi na to. Zelo dober pozna, ne, tudi vodo, smo videli potrebe čebel po vodi. Se pravi, ta Hatidže dejansko razume čebele, dejansko ve, kakšne so njihove potrebe in s tem na ta način tudi vidi se, da je v stiku z naravo in z nekimi, bi rekel, kozmičnimi ciklusi in procesi, ki sta jih pa avtorja tudi na en vizualno čudovit način v bistvu nam posredovala, če se mi tega zavedamo ali ne, s temi nočnimi prizori, zvezdami, minevanjem letnih časov, vse to, vse ni nujno, da se tega zavedamo, ko gledamo film, ampak nezavedno smo v bistvu preživimo nek cel letni ciklus, ne, vse letne čase in na ta način tudi posreduje sporočilo to kozmičnega kroženja. To se mi zdi, da si zdaj tako lepo povedal, ne, ker zanimivo je tudi to, kako ona to veliko družino sprejme, ne, z eno veliko odprtostjo in tudi potrpežljivostjo, razveseli se jih, ne, vendar sta tam z mamo praktično bili ves čas sami, razen kadar je šla ona na trg prodajati. In potem vidimo to družino, ki je pač res velika, polna je enega hrumenja, hrupa, ne vem česa vsega in na nek način se vidi v tej družini, kako so v skrbi za to, da bi se sploh preživeli, se spregledajo drug drugega, ne. Tisti otroci, ki tam okrog skačajo, ravno pri tistem prizoru, ne, ko se grejo kopati, ko ona deklica se skoraj utopi, ona pa z eno tako potrpežljivostjo tega fanta, ne, ki najbolj sledi, ki je učljiv, no, mu s tem svojim ravnanjem ga pravzaprav uči, no. Je še en zgled ene dobre učiteljice. Ne s preveč razlagami, ampak pravzaprav s svojim zgledom, pa hkrati z nekimi pomembnimi informacijami. Ne? Ampak seveda, no, povej. Da je meni v tem odnosu v bistvu do te družine nomadov, ki so tudi ena turška manjšina, če sem prav razumel, me najbolj fascinira to, da niso predstavljeni kot
antagonisti. A ne? Niso tudi ta poglavar družine, ki se potem loti čebelarstva, ni hudoben. Ne? On ni nek negativc, ki bi delal namenoma škodo. Sploh pa njihovi otroci takoj najdejo stisk Hatidže, ne? In tudi ta novodobni čebelar ve, kaj je prav, ne? Ve, da ne bi smel jemati čebel, ampak pride v skušnjavo v stiku s tem trgovcem, ki od njega zahteva več in več medu. Ne? In se mi zdi ta neverjetno fascinantno, ne? Da ta prikaz tega, kako ljudje vemo, kaj je prav, ne? V sebi vemo, ampak se nažalost prevečkrat prepustimo v tej skušnjavi zaslužka, pohlepa, hitrega dobička. In to so res slabe stvari, ne, ki vodijo, potem sprožijo nek cel ciklus nesreč in potem spravijo na rob preživetja celo samo Hatidže, ki jih več časa opozarja, da to ni prav, ne, in tudi oni sami vejo, vse pol odidejo, ker vidijo, da je brezupna situacija in so po moje ves čas vedeli, kaj je prav, ampak so padli v eno skušnjavo. Ne, no, pa še zgodilo se jim je še to, ko so te telički začeli pomerati. Ja. Je bilo pa zanimivo, Gorazd, jaz sem zdaj pri tretjem gledanju sem opazila pa to, da ta trgovec je pa pravzaprav ves čas, kadar je na posnetkih, on ves čas je, kot da bi hlastal. Ne hlastal samo za nekim dobičkom, ampak hlastal, da bi kar, ne vem, vse okrog sebe pohrustal. Mogoče je zdaj trenutek, Anja, da še enkrat povabimo naše gledalce, poslušalce, da kaj vprašajo, komentirajo. Tako, imamo pa že kar eno tako debatico tukaj v chatu, in sicer gospa Majda pravi, da je sama tudi hči čebelarja in da sicer njen oče pri skoraj 91 ne čebelari več, vendar pa je bilo to obdobje njegovega čebeljarjenja zelo lepo za vso njeno družino. Tako da na tej točki vabim tudi vse ostale, da morda delite kakšno izkušnjo, kakšen vtis, če ste se tudi sami srečali s čebelami na tak ali drugačen način in morda vam je bil film celo domač, popolnoma tuj, ampak že vidim, da gospod Ivo drži ga roko in ga bomo povabili k besedi. Ja, dober dan. Dober dan. Torej, vedno znova nas presenete s tako lepimi filmi. Midva ženo sva gledala in sva ostala skoraj brez besed. Bi pa se ne spuščal toliko v to filmsko zadevo, ampak bi samo povprašal še eno zadevo. Jaz sem slučajno pred leti prisostvoval enemu pogovoru dveh čebelarjev, navdušenih in sta govorila čisto o vsem, kar je tudi skozi ta film tako lepo vidno. Ampak pomenila sta pa še eno stvar. Namreč, da neki čebelar tu blizu nas v Furlaniji, Julijski krajini, je poskusil z čebelarjenjem kot terapijo za shizofrene oziroma psihične bolnike. In me zanima, če gospod Trušnovec tudi o tem kaj ve, ker v tem urbanem svetu, ki je tako že frenetičen in shizofren, bi pa mogoče s tem čebelarjenjem tudi lahko komu pomagali. To me zanima. Sicer pa čudovit pogovor in hvala za vse, kar delite z nami. Ja, to je gotovo je to del tega, kar sem še dolžan odgovor na Irenino vprašanje o komunikaciji čebel. To je tudi spet eno področje, ki je blazno široko. Čebele komunicirajo med sabo predvsem s feromonije, z vonjem. Vonj je za njih zelo pomemben. Moramo vedeti, da 90% časa one preživijo v temi, v panju, ali pa znotraj debla. To ni svetlobe in komunicirajo z vonjem. Vonj matice, ki ga oddaja matice, je zelo pomemben za to, v kakšno smer deluje cela družina. Potem se med sabo komunicirajo s tipalkami in s plesom, kot je Irena omenila, si sporočajo v bistvu z vrtenjem po panju. Obstaja pa tudi področje, ki je še zelo neraziskano, in sicer, da komunicirajo z elektromagnetnim valovanjem. To je, kot da bi mi komunicirali z mislimi nadaljavo ali pa kot da imajo med sabo mobilne telefone. Ampak
naša znanost še ni toliko razvita, da bi to take detajle raziskali. Je pa to že skoraj potrjeno, ne, da uporabljajo tudi elektromagnetno varovanje pri komunikaciji. In ta njihova komunikacija seveda pomembna tudi za naše razumevanje in za naše delovanje, zato ker ti, ko pristopiš k panju, one zaznajo tvoj von in zaznajo, zdaj ne vem, v pomanjkanju boljšega izraza bom rekel, tvoje vibracije, ne. Zdaj vse vemo, da če si vznemirjen ali pa jezen ali pa nerazpoložen, oddajaš dejansko drugačen von, ne. Če si prestrašen, izločaš adrenalin in vse to čebele zaznajo, že v hipu, ko se ti približaš panju. Zato, če si ti slabo razpoložen ali pa če se pripravlja recimo k nevihti, pa je nizek pritisk, potem boljše, da ne greš blizu, ker te bojo napadle, ker se te jemlje kot agresorja, kot nevarnost, ne. Zato je dejansko moraš biti umirjen in tudi čebele delujejo pomirjevalno in na človeka, ker moraš ti v bistvu se na njihov, ne vem, priklopiti na njihovo frekvenco, kako bi to rekel. Moraš, če deluješ umirjeno, boš lepo z njimi sodeloval in zato deluje dejansko terapevtsko, ne, kot ste omenili. In tu se razvija ena cela paralelna, skoraj bi rekel, znanost ali pa veda oziroma dejavnost, ki se ji reče apiterapija, ki je bila pred kratkim na ravni države priznana kot samostojen poklic oziroma nacionalna poklicna kvalifikacija apiterapeuta, se pravi izkoriščanje čebel v recimo komplementarno zdravilne namene. To pomeni, da se uporabljajo pri nekem dopolnilnem zdravljenju. Zdaj vemo, da čebelji pik blagodejno vpliva pri nekih tipih revme in drugih obolenjih. Ta čebelji strup je tudi eno področje, ki je zelo neraziskan. Njihovi pridelki nasploh delujejo terapevtsko, kot ste omenili, pa tudi voni, njihov von, vdihavanje aerosolov iz panja deluje blagodejno na recimo astmo, kar je sploh pomembno v mestih, ker vemo, da imajo ljudje, so bolj podvrženi tem obolenjem. In tako naprej, se pravi, ta apiterapija, ki tudi pri nas doživlja nek pospešek, mislim, da se bo gradil v naslednjih letih apiterapevtski center v Mariboru, bo vedno bolj priznana, ne, kot neka komplementarna zdravilska dejavnost. In ja, kot ste vi rekli, dejansko tudi se dela z invalidi in dela z nekimi, bi rekel, ranljivimi skupinami. No, meni je zanimivo, Gorazd, to, zdaj sem jaz to prebrala, tudi v pripravi na ta pogovor, da vaše društvo pravzaprav se s tem tudi kar precej ukvarja po eni strani, da bi navdušilo čim več ljudi spoštovanja čebelarstva, odnosa do čebel, recimo ohranjanje travnikov, pozne košnje in vse tako naprej. Sem med drugim prebrala tudi za vaš projekt mednarodni, da ste se povezali z odprtim oddelkom v zaporu na Igu, da bi tam postavili panje in potem, da bi zapornice pravzaprav skrbele za čebele in na ta način v odnosu do čebel na nek način, da gre za neko resocializacijo. Mogoče še o tem kaj besed? Ja, v bistvu ta naše delovanje izhaja iz tega, da se v mestu pač nikoli ne bomo mogli gospodarsko ukvarjati z neko pridobitno pristopom k pridobivanju velikih količin medu in tako. In tako iščemo sodelovanje bi rekel, bolj na multidisciplinarnih področjih, povezujemo se z raznimi umetniškimi smermi in tudi socialno-kulturnimi delovanjem. Tako da zadnje leto smo del enega evropskega konzorcija, ki se ukvarja z prehranskimi sistemi v mestih in znotraj tega razvijamo en pilotni projekt, kot se je omenila, možnost čebelarjenja v zaporih. Na ta način bomo v bistvu sodelovali, vključili oziroma povabili k čebelarjenju te dolgotrajne zapornike, ki bojo na ta način dobili neko veščino. Hkrati pa tudi mogoče privzgojili neko skrb, odgovornost, se na ta način lažje potem vključili, resocializirali. Hkrati pa v bistvu na ta način pomagaš, jim daje tudi občutek
človečnosti. A ne? Na vse zadnje mislim, mi nismo sodniki, a ne? In delali bomo z ljudmi in treba razvijati to humano komponento. Mogoče, Anja, jaz vidim, da je klepet kar živahen, ne? Povzameš še, če so kakšna vprašanja še za Gorazda, da ne bomo kaj spregledali? Tako je, gospa Milena je zelo navdušena nad filmom in je hkrati tudi upozorila, da bi se zdel film pomembno pokazati tudi mladim, kako pomemben je ta stik z naravo. In v bistvu ta njen komentar se navezuje tudi na eno vprašanje, ki smo ga prejeli, in sicer ali v čebelarstvu kaj mladih, ker prav v filmu tudi spremljamo, kot ste že vidva omenila, dinamiko odnosa med Hatidžo in tistim malim fantkom. Kako je pa to pri nas? Je kaj zanimanja med mladimi? Zelo dobro vprašanje, ja. Ja, slovensko čebelarstvo se kar ubada s tem problemom. Ne? Mislim, da je povprečna starost okrog 60 let. Mislim, da zdaj sicer zadnje leta pada, da smo zdaj že nekje na 58 letih povprečne starosti. In tudi tu recimo naše društvo Urbani čebelar se trudi, da bi znižali povprečje in mislim, da smo skoraj nekje na polovici. Posebej sem pa ponosen na to, da imamo skoraj polovico članic našega društva, kar je tudi v bistvu na nek način redkost, ne? In ni pa prav nobenega razloga, zakaj se ženske ne bi ukvarjale s čebelarjenjem, kar vidimo tudi pri protagonistki tega filma. Tako da ja, v bistvu malo izboljšujemo, bi rekel, sliko slovenskega čebelarstva. To je kar velik problem. Ampak mislim, da, kot rečeno, jaz mislim, da se nahajamo na neki prelomni točki, ne? Sploh s to digitalizacijo in tudi zaprtostjo se moramo zavedati, ne? Da smo del narave, da nismo izven nje. Rabimo stik z naravo, rabimo stik s temi ciklusi in naše društvo deluje v tej smeri, da ljudem omogoča ali pa da poskušamo dvigniti zavest o tem, da smo del narave, da mesta niso izven narave, ampak so njen del in da smo tudi ljudje del narave, nismo izven nje. Ne? In ta film je krasen opomnik. Jaz bi sam priporočil to vsem, ne? Ogled v vseh starostnih in spolnih skupinah. Absolutno. Meni se zdi to, zdaj si lepo povedal, Gorazd, da ravno ta čas, ta korona čas je pravzaprav povzročil to, da se zavedamo svoje krhkosti in ranljivosti in povezanosti in kako smo soodvisni in kako pravzaprav brez tega, da bi se posvečali naravi in preživetju, ne bomo preživeli. Ne? In to mogoče nisva se mogla dotakniti, tudi to, kar v zadnjih 2 desetletjih je recimo bilo veliko raziskovanja, zakaj pride do množičnega pogina čebel. Tudi to smo tudi pri nas kar veliko brali. Tudi pravzaprav smo Slovenci res en tak čebelarski narod, že od Janše naprej, ki je bil dvorni čebelar in zaradi njega tudi smo pravzaprav spoznali te naše čebelnjake in tudi on je bil pravzaprav prvi, ki je zagovarjal to, da se čebele tudi odpelje na pašo in se jih prevaža naokoli in hkrati seveda smo tle Slovenci tudi kar močni, kar se tiče panjskih končnic, se pravi, samo kislikarji so upodabljali tole. Ampak mogoče sam še to povem, ker počasi se nam čas izteka. Anja, a je še kakšna taka stvar, ki bi bilo treba odgovoriti, da ne zaključimo prehitro? Povej. Imamo še vprašanje in sicer Magde. Vprašanje, kako je z domačimi čebelami, ki so napadle in pomorile divje? Ali se potem one naselijo v te panje? Oziroma, kako je sploh z obnovitvijo vrste? In še od česa živi naša junakinja danes? Še vedno od prodaje medu, če nima več čebel, ne? Ja, ta mehanizem pri ropanju je taka, da to je čisto evolucijsko močnejša družina napade šibkejšo in znotraj družine je nekaj procentov čebel. Čebelja družina ima zelo dober delitev dela. Vsaka skupina čebel opravlja svoje delo in ena skupina je stražark. In če se približate panju, boste videli, da na tisti odprtini v panj zmeraj hodi se levo in desno ena skupinica čebel, ki straži vhod v panj. In
te čebele ne spustijo drugih noter iz druge družine, razen če prinesejo s sabo kaj meda, potem lahko vstopi tudi tujka. Če pa pride prazna čebela, potem pa predpostavljajo, da je prišla ropata, ne, in jo ne bojo spustile. Ampak če čebele družina imunsko oslabela, potem se tudi težje branijo. Manjši odstotek je stražark in seveda se nekaj časa tudi obolela in šibka družina brani, ampak v nekem trenutku ugotovijo, da je bitka izgubljena in se v bistvu pridružijo potem roparcam. Tako da v bistvu se vdajo in grejo z roparcami v njihov pan, ne. In te roparce potem izpraznijo panj do konca. Tako da nek del teh čebel je seveda pomorjenih in tiste je tudi našla Hatidže na dnu panja, ne, ampak večina ali pa del njih gre potem z močnejšo družino naprej, ne, ker je vseeno tam nagon po skupnosti in po preživetju prevlada potem, ne. Se pravi, ja, te grejo potem v eno nov pan, ne, kar je pač zna biti problematično, če je bila ta družina obolela, ker potem s sabo prinesejo tudi bolezni, ja, ne, v tisto družino, ki je bila v osnovi močnejša, ne. Tako da ja, na koncu, mislim, imaš potem nekaj skupino močnih družin, ki pa seveda lahko tudi zelo hitro propadejo zaradi teh bolezni, tako da to je ena zelo kompleksna tema, ki se jo žal premalo čebelarjev samih tudi zaveda. Ampak del čebel bo na koncu preživelo in jaz sem prepričan, da bo ta Hatidža našla nove divje čebele, ki jih bo prenesla na svoje dvorišče. In taki smo tudi večinoma vsi čebelari, zmeraj gledamo, če pač lansko leto bilo slabo, bo pa letos mogoče boljše, ne, in zmeraj poskušamo najti nek način. Ja. Jaz sem nekako doživela to pri filmu, ne, po tistem, ko je pa seveda mama umrla in je ni bilo več, da je ona šla spet gor v tiste skale in spet med te divje čebele in na nek način je bilo to odpiranje upanja za naprej, ne, da se bo še naprej lahko s tem preživljala. No, druga stvar pa je, da sem seveda prebrala, ne, kaj se je potem zgodilo s Hatidže, ne, po tem filmu, da sta oba režiserja na nek način ji pomagala kupiti eno hišo v sosednji vasi, kjer je imela svoje sorodnike in je potem zaživela v tisti vasi. Hkrati je pa imela potem možnost, da je še vedno hodila skrbeti za svoje čebele, ne. Tako da se nekako optimistično zaključi vsa ta zgodba. Ja, ta prizor je zdaj, če lahko izdam, se mi zdi, da je bil režiran, ne, zato Možno. po zimi se čebelih panjev ne odpira in tudi Hatidža ne bi nikoli šla po zimi brskati po... A je bila zima, vidiš, še to se nisem zavedla, jaz sem samo si tako želela dobrega Ampak ima smisel, ne, ima dramaturški smisel, ni pa recimo čebelarsko utemeljena, ne. Je bila potem... Ampak recimo, da pomeni ta prizor to, da je našla eno čebelo družino, ki bo preživela zimo in jo bo spomladi prinesla na svoje dvorišče in bo nadaljevala in jo bo potem tudi razdelila, razmnožila, lahko razdelila sama na polovico, ne, tako da bo imela potem dve. V tem smislu je dramaturško utemeljen in tudi zelo lep zaključek, optimističen, bo nov krog, ne. Mati je umrla, ampak ona bo našla novo čebeljo družino, s katero bo nadaljevala ta življenjski ciklus. Ja, ima smisel, ampak po zimi ne brskamo po panjih. No, sploh še, kako potem si usmerjen v tisto, da bi rad en izhod. No, in jaz mislim vendarle, da to sem zelo slišala, ko si rekel, da bodo čebele pač preživele, ne glede na ta čas, ne, in mislim, da bomo tudi mi potem upamo z njimi preživeli. Mislim, da je to en tak lahko, ta film, ne, je gotovo tako močen, da nam pusti res take močne sledi in nam postavlja vprašanja, in iščemo lahko odgovore, ne sami, ampak skupaj med sabo, pa še pač tudi v odnosu do vseh živih bitij, ne. In se mi zdi, da je to mogoče en tak lahko, ta pogovor bi lahko še kar tekel, Gorazd. Se mi zdi, da
če imamo enega tazga, ki se tako spozna na neko določeno področje, da bi še kar in kar spraševal, še posebej, ker mi bolj malo vemo o tem, ne. Ampak vendarle nam je čas počasi potekel. Tako da, Anja, razen če je še kakšno tako vprašanje, da ga kar moramo še zastaviti. V bistvu bi mogoče delila še eno misel, ki jo je gospa Majda bolj v začetku naše chat debate že izpostavila, namreč lepota tega filma. Oziroma tudi Hadidže same, ki mogoče, kot je zapisala, se nam zdi tako v nekih z normalno opredelitvijo grda, ampak v resnici pač ta lepota, ki žareva skozi cel film, v bistvu res nekako mogoče tudi komentar na ta odnos z naravo in tako. To se mi zdi pa tako lepo, namreč mislim, da vsi, ki smo gledali ta film, smo opazili to neizmerno lepoto te ženske, ne? To njeno energijo, to moč, to vztrajnost in to te tako prav gane. No? In mislim, da je to pa res taka lepa misel, hvala za njo. Jaz bi se na tem mestu zelo zahvalila tebi, Gorasta, ne? Da si nam nekako približal vso to dinamiko, pa tudi eno tako, bi se skoraj rekel, eno pozitiven način življenja, živosti čebel in tudi enih pogledov na film, predvsem pa tudi vama, ne, ki ste se nam danes pridružili, da smo lahko to nekako podelili te vtise okrog tega res neizmerno izjemnega filma. In hvala seveda tudi te, Anja, da si nas tako lepo vodila. Ja, v bistvu hvala vam vsem, da ste se nam pridružili na temle pogovoru. Tako gospod Gorazd je še posredoval povezavo na Urbanega čebelarja. Če še koga zanima, si lahko tukaj v chatu pogledate. Društvo Urbani čebelar. Ja, tako. Mi se bomo videli zelo kmalu, marca. Žal še vedno verjetno takole zapakirani v to množico oken, ampak vseeno zelo lepo vas je vse videti. Kot kaže, si bomo ogledali film Pod belimi pečinami, bomo šli čisto en tak bolj intimen človeški svet, se pravi, nekam bolj noter vase, kako smo drug z drugim. Ja, jaz se zahvaljujem. Ampak ja, bo še malce presenečenja. Posnetek pogovora pa, če koga še zanima še enkrat pogledati, tudi dobite v naslednjih dneh. Tako da se lahko še enkrat poglobite v tole našo debato, izbrskate kakšne zanimive informacije. Tako, ja. Hvala lepa za povabilo k pogovoru. Me navdušuje tudi debata, vprašanja. Hvala, Irena. Lepo se je pogovarjati tudi na tak poglobljen način, ne? Predvsem pa je seveda film tako navdihujoč, da bi lahko vsaj še enkrat dlje se o njem pogovarjali. Pa mislim, da smo komaj pobrskali po površini, ne? Resnično globok in lep film, nepozaben. Tako, do naslednici lahko samo še pomahamo in tako kot počasi, kot je prej rekel Gorazd v klepetu pred začetkom pogovora, čebele tudi že prihajajo ven, ne? Tako bomo tudi mi počasi šli vedno bolj ven v naravo. Tako da hvala lepa. Lepo. Adijo. Čau.